Jozef Docen je leta 1806 in 1807 poročal o najdbi latiničnih spomenikov slovanskega jezika v enem od frajzinških kodeksov, ki jih je nekaj let predtem pridobila Münchenska državna knjižnica. Kljub temu, da še ni bilo jasno, za kakšno dragocenost gre, jih je že tedaj postavil v 10. stoletje. Sam kodeks ne sodi med zelo reprezentančna dela svoje dobe. Nastal je z vezavo 6 med seboj neodvisnih delov, ki jih je pisalo kar 26 različnih pisarjev. Gre predvsem za latinska besedila. To so homilije in govori cerkvenih očetov in srednjeveških piscev, pa tudi obredna in cerkvenopravna besedila. Na 9 listih, na 2 mestih kodeksa, pa so slovenska besedila. Kodeks je bil namenjen za rabo škofa. Pergament je bil namreč preveč dragocen material, da bi ga uporabljali navadni duhovniki. Po videzu ni razkošen. Pergament je po kakovosti zelo različen. Vezavo je pač treba odmisliti, saj so bili kvaterniji, nekakšne pole, prvič uvezani šele čez kako stoletje. Kasneje so ga knjigoveško večkrat temeljito obnovili. Tudi pisarsko črnilo je povprečne kakovosti, po barvi črnikasto rjavo. Razen nekaj skromnih okraskov, likovno kodeks ni bogat. Kmalu je postalo jasno, da je kodeks znamenit prav zaradi nelatinskih besedil, ki so ne samo najstarejši ohranjeni zapis v slovenščini, ampak najstarejši slovanski latinični spomenik sploh. Besedilo obsega kar 1014 besed. Razdelimo ga smiselno v 3 različne sestavke, spomenike. Ti so napisani v minuskuli nemških pisarskih središč na prehodu v 11. stoletje. Ta pisava se je razvila iz karolinške minuskule. Čas zapisa 2. in 3. spomenika prav na osnovi študija pisave, ohranjene tudi v neki listini, ki jo je mogoče natančno datirati, sega v obdobje med 27. majem 972 in letom 1000. Prvi spomenik je nastal kasneje, najverjetneje tam okrog leta 1022 oziroma 1023. Takšni, kakršni so se brižinski spomeniki ohranili, verjetno pa so prepisi še starejših izvirnikov, so bili napisani na Zgornjem Koroškem ali v Frajzingu. Uporabljali pa so jih za ljudstvo, ki je govorilo ali vsaj razumelo ta jezik, zanesljivo na obširnih koroških posestvih frajzinške cerkve. Prvi in 3. spomenik sta prevoda neugotovljenih starovisokonemških spovednih obrazcev. Vsaj prvega je ljudstvo po odlomkih ponavljalo za duhovnikom, kar je bila liturgična praksa do današnjih dni. Drugi spomenik je pridiga o grehu in njegovih posledicah za človeka, pa tudi prepričevanje o odrešilnem pomenu kesanja, spovedi in pokore. Predloga ali morda samo zgledi niso v celoti očitni. Sodobne raziskave pa dovoljujejo sklepanje o visoki stopni izvirnosti te govorniške mojstrovine. Slovenščina 10. in 11. stoletja je imela mnoge značilnosti, ki potrjujejo kontinuiteto vse do današnjih dni. Tisočletna starost pa kaže tudi na mnoge razlike. Ne gre le za besedje. Ponekod se je ohranilo le še v posameznih narečjih ali je spremenilo svoj pomen. Ne gre le za oblike, ki so kot redko znane le raziskovalcem narečij. Gre še za drugačno sestavo glasov. Med njimi največjo pozornost vzbujata 2 široka eja, pa noben ozek, samo široki o, ozkega še ni bilo, nosna en in on, v enem besedilu 2 različna ija.
Tudi soglasniki so bili v marsičem drugačni. V mnogih položajih je to trdi L, namesto današnjega V dvoustnični V, pa številni mehčani glasovi tudi med šumniki. Velik učinek na poseben ritmični vtis besedila dajejo dolgi samoglasniki v nenaglašenih slogih pred naglasom in v mnogih primerih še drugačen naglas besed. Brižinske spomenike so sodelavci Slovenske akademije znanosti in umetnosti lansko leto predstavili javnosti v novi znanstveno-kritični izdaji. Iz njenih izsledkov nam bo mogoče nocoj poslušati najstarejši vzorec govorjene slovenščine. Avtor fonetične rekonstrukcije zapisa, slovenski dialektolog in zgodovinar jezika Tine Logar, bo bral besedilo brižinskih spomenikov v 1000 let starem slovenskem jeziku. Besedni umetniki bodo interpretirali besedilo v novi presaditvi, v nekakšnem prevodu spomenikov v mlajšo, to je v sodobno slovenščino. V takšno, kakršno govorimo danes. Morda le rahlo arhaizirano. Prevod je kolektivno delo avtorjev nove izdaje. Omenimo samo Borisa Paternuja, Janka Kosa od literarnih zgodovinarjev in Marjana Smolika kot teologa, od jezikoslovcev pa Franca Jakopina in Janeza Zora. Jezikovni ustroj prevoda se skuša približati častitljivemu izvirniku glede izbire besedja, besednega reda in skladnje, predvsem pa izpostavlja retorične odlike besedila ter stavčno, besedno in zvočno figuraliko. Etje bi ded naš ne segrešil, te v veki jemu bežiti, starosti ne prijemljonti, nikoli je že pečali ne my. Ni slzna telese i monti, nu veki jemu bežiti. Pon je že za uvistjon by neprijazninon vignan od slavi Božjen, potom na narod človečki strasti i pečali pojdom. I nemoti i posem rendu smrt. I pak i bratrija pomenem sen, da i sinove Boží narečem sen. Potomu ostanem sih mrskih del, eže son dela sotonina, eže trebon tvorim. Bratra oklevetam, eže tatva, eže razboj, eže polti ugojenje, eže roti, kojih že ne pasem, nujen predstompam, eže nenavist. Nič že teh del mržene pred Božíma očima. Možete potom, synci, videti i sami razumeti, eže bešem prve človeci ulica tacije, akože i my jesem, tere dela neprijaznina vznenavidešen, a Božja vzljubišen. Da potom nine u cirkvah jih klanjam sen i modlim se njim i česti ih pijem. I obeti našen jim nesem o spasenje teles naših i duš naših. Tije že možem i my ještě biti, et je taje dela načnem delati. Jaže oni delašen,
Oni bo lačna na trovehon, žena na pojahon, bosa obujahon, naga odeahon, malomogontja u imen Božje posjetjahon. Mrzna se grejahon, stranna pod krovi svojen uvedehon. U tamnicah i u železnih vonžih uklepenih posjetjahon. I u imen Božje ten utešahon. Temi ti sen deli Bogu približašen. Tako, sinci, i nam sen modliti tomu je vrhnemu Otcu Gospodi, doždani tamo je usedli u cesarstvo svoje, eže jest ugotovljeno iskoni, dokoni izvoljenikom Božjem. I jesem, bratrija, pozvani i pobejeni, egože ne možem nikimže lica ni ukriti, ni kakože ubegati, no je stati pred stolom Božjem sa sompornikom našim, sa zlodejem starim i jesen pred Božjima očima vsakomu svojimi usti i svojim glagolom ispovedati, eže je na sem svete kiždo stvoril, libo bondi dobro, libo li si zlo. Da k tomu dni, sinci, mislite, ide ne kamo sen ukloniti, no je pred Božjima očima stati i si on prjon imeti, jonže jesem povedal. Naš Gospod sventi Kristus, iže jest bali teles naših i spasitelj duš naših, to na poslednje bolovanje posledje postavil i ukazal je, jimže se nam dostoji od jego zavetjati i jemu sen otenti. Prejše naši žestoko stradahon, nebojen tepehon med tlami i prinesše ogni pečahon. I mečitnahon i po lesu vešahon i železni ključi jen rastrgahon. A to pak my, nine, našon pravdnon veron i pravdnon ispovedjon, to je možem storiti, eže oni ton velikom strastjon stvorišen. Da potom sinci Božjen raben prizvavše, tere im grehi vašen počtete in im ispovedni bondete grehov vaših. Če bi det naš ne grešil, bi mu na veke bilo živeti, starosti ne prejeti, nikoli skrbi imeti, ne solznega telesa, temveč na veke bi mu bilo živeti. Ker je bil z zavistjo neprijaznega izgnan od slave Božje. Potem so narod človeški bolečine in skrbi prišle in bolezni in po tem redu smrt. In vendar, bratje, spomnimo se, da nam tudi sinovi Božji rečejo. Zato opustimo ta mrska dela, ker so dela Satanova. Ko žrtvujemo, brata oklevetamo, kot tatvina, kot oboj, kot poltenosti naslada, kot prisege, ki jih ne spoštujemo, temveč jih prestopamo, kot sovraštvo. Nič pa od teh del ni bolj mrsko pred Božjimi očmi. Morate se torej, sinki, videti in sami razumeti, da so bili poprej ljudje v lice prav taki, kakor smo tudi mi, ter so dela neprijaznega zasovražili, Božja pa vzljubili. Zatorej se zdaj v njih cerkvah klanjamo in se jim molimo in v čast njih pijemo in obete naše jim nosimo za odrešitev teles naših in duš naših.
Prav takšni pa moramo tudi mi še biti, če ista dela začnemo delati, ki so jih oni delali. Zakaj oni so lačnega hranili, žejnega napajali, bosega obuvali, nagega odevali, onemoglega v imenu Božjem obiskovali, mrzlega ogrevali, tujca pod krove svoje vodili, v temnicah in v železnih verigah uklenjene obiskovali in v imenu Božjem jih tešili. S temi deli so se ti Bogu približali. Tako sinki se je tudi nam moliti prav temu vsevišnjemu Očetu Gospodu, dokler nas prav tja ne vseli v cesarstvo svoje, ki je pripravljeno od konca do kraja izvoljencem Božjim. In smo, bratje, pozvani in poklicani. Pred njegovim obličjem se ne moremo za nikomer skriti, nikakor ubežati, temveč nam je stati pred stolom Božjim, zoprnikom našim, zlodejem starim. In se nam je pred Božjimi očmi vsakemu svojimi usti in svojo besedo izpovedati, kar je na tem svetu vsakdo storil, bodi dobro, bodi si zlo. Zatorej na tisti dan, sinki, mislite, ko se ne bo kam skriti, temveč bo pred Božjimi očmi stati in to pravdo imeti, ki sem jo napovedal. Naš Gospod, sveti Krist, ki je zdravnik teles naših in rešenik duš naših, pa je to poslednje zdravilo naposled postavil in pokazal je, s katerim se nam je njemu odreči in se mu oteti. Prejšnji naši so hudo trpeli, kajti tepli so jih s šibami in pritiskali k ognju in žgali in z meči sekali in po lesu obešali in jih z železnimi kljukami trgali. Mi pa zdaj z našo pravo vero in pravo izpovedjo isto moramo storiti, kar so oni s tem velikim trpljenjem storili. Zatorej, sinki, Božje služabnike pokličite, ter jim grehe vaše naštejte in izpovedani jim boste grehov vaših. Prite za nami teh malo besed. Bože, Bog, Gospodi milostivi, Gospod milostljivi, Otče Bože, Oče Bog, Tebe izpovede ves moj greh, Tebi izpovem ves moj greh i sventemu krstu, in svetemu križu, i sventej Mariji, in sveti Mariji, i sventemu Mihaelu, in svetemu Mihaelu, i vsem krilatcem Božjem, in vsem krilatcem Božjim, i sventemu Petru, in svetemu Petru, i vsem slom Božjem, in vsem slom Božjim, i vsem mončenikom Božjem, in vsem mučenikom Božjim, i vsem vernikom Božjem, in vsem vernikom Božjim, i vsem in vsem devam pravdnim, devicam pravičnim, i vsem pravdnim, in vsem pravičnim, in vsem pravičnim,